Na Blejskem gradu in v parku pod njim v teh dneh potekajo že 14. srednjeveški dnevi, po 2-letnem premoru in prvič tudi v čudovito prenovljenem grajskem parku. Vsak dan imamo dopoldan nastop z naše domače srednjeveške skupine viteza Gašperja Lambergarja ob 11. uri med tednom. Popoldan se naši skupini pridružijo še druge slovenske skupine vsaka en dan. Če želite od blizu spoznati srednjeveško orožje in zaščitno opremo, je Lambergarjev tabor pravo mesto za vas. Tukaj za mano vidite razstavljene različne vrste zaščitne opreme. Viteza imamo 4 različne oklepe, kakor vidite, in pa različne vrste orožja, katerih časovni razbon je od navadne gorjače, ki jo že neandertalec uporabljal, pa do sablje iz 19. stoletja, recimo. Ampak delavnice pa večinoma potekajo predvsem zaradi na osnovi mečevanja, srednjeveškega mečevanja, se pravi s čist navadnim 1,5-ročnim mečem, ki ga lahko zdaj pokažem. Se pravi, navaden 1,5-ročni meč, ki je bil najbolj pogosto uporabljen v srednjem veku, bolj v poznem srednjem veku. In sicer se po angleško imenuje tudi bastard, zato ker je mešanca med enoročnim mečem, ki ga imamo recimo tukaj, vidite razliko v dolžini in je tudi tehnika bojevanja drugačna. In pa seveda največji mečem iz srednjega veka, ki je škotski Claymore. To je največji meč, ki se je pojavil na bojiščih v srednjem veku, pa še to samo na Škotskem. Angleži so mu dali zelo zanimivo ime, so ga klicali Widowmaker. A kaj pa svojim obiskovalcem od teh mečev v resnici date v roke? Vse, kar hočejo. Vse, kar je tukaj vidite, pa to opremo, kar je na zabojih, obiskovalci lahko poskusijo, lahko jim pomagamo, razložimo, če je karkoli zanima. Morda vas meči ne zanimajo, vas pa pritegnejo loki. Tudi v tem se lahko preizkusite. Zelo uporabljamo angleški dolgi lok. Ta lok je bil namenjen za streljanje na zelo dolge razdalje, z njim so lahko streljali tudi preko grajskega obzidja in velikokrat so ga grajski lokostrelci uporabljali, da so začeli že zelo hiter napad na vojsko, ki se je bližala, ker vojska, ki se je bližala, pač tega dometa zelo velikokrat ni imela. Je pa pri lokostrelstvu načeloma tako. Teli so narejeni za določeno roko, ta je desničarski in se pravi pomeni, da ima na levi strani stopničko, v katero damo noter puščico. In vsaka puščica ima eno pero, ki gleda v drugo smer. To pero mora zmeraj biti na zunanji strani loka, razen če hočemo, da puščica zavije, potlej ga pa tako obrnemo, da nam v bistvu malo naredi smer. Na prottarči se zmeraj postavimo v bistvu takole, da smo na 90 stopinj. Leva roka oziroma tista, ki ni roka, naša ta glavna, se pravi ta, ki jo ne bomo uporabljali za streljanje, ta je zmeraj naravnost. Potlej primemo tetivo, najlažje nekje do prvega členka, če nam puščica plešajo, samo s prvimi 2 prsti stisnemo skupaj. Tetivo potegnemo čist do lica s komolcem nagor, ker je pač to najbolj enostaven način. Fino je, da se ne mer prav zelo dolg časa, zato ker dalj časa, ko se mer, pa bolj, ko si švo, hitreje se ti začne pol roka trest. Tako da se v bistvu pomer mečkam preden se ustreli za sekundo, ko je lok napet in potlej se samo še spusti. A boste probali? Prvi poskus. Pa drugi poskus. Prava paša za oči so na srednjeveških dnevih plesalke in plesalci, tako zaradi samih plesnih spretnosti kot razkošnih oblačil. Naša oblačila niso prav avtentična srednjeveška. Naša oblačila so sešita zato, da so gledalcem zanimiva, da izgledajo čim bolj bogata in mi se v njih prav lepo počutimo, prav dobro. Mogoče mi lahko pokažete malo bolj podrobno vaše krilo? Moje krilo je sestavljeno iz podkrila, spodaj je še perilo, ki se ga načeloma ne sme pokazati. No in čez je potem še tako oblačilo, obleka in pokrivalo. Včasih so dame imele popolnoma zakrite lase, ampak mi smo pa majčkeno bolj svobodne. Nadenemo si tudi nakit, ker je lepo, da se vse majčkeno posveti in tudi lepe smo rade. Če bi se želela naučiti nekaj osnovnih korakov, kateri ples bi mi priporočili?
mi mu pravimo tabaklast. Ampak jaz bi kar soplesalca povabila, da pride k meni, da bova skupaj pokazala te osnovne korake. No, midva bi zaplesala tabaklastga. Pravzaprav bi pokazala osnovne korake, nekaj prvih korakov in teh korakov bi se tudi vi prav zagotovo naučila. No pa dajva, takole se začne, moški prime žensko takole za roko in začneva z notranjo nogo. Pa greva korak. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, en korak naprej, na prste, še en korak naprej in na prste. Pa grevite za damo in se vrne in okrog dame. In zdaj dama okrog viteza. Ampak še vsak okrog svoje osi. Zdaj pa korak, 2 koraka v desno. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 4, pa roka in okrog. In se ta figura ponovi. Tako, to je nekaj osnovnega, pa še naprej. Tako da tega zelo rad plešemo. Hkrati pa so preverjeno potrpežljivi učitelji v delavnici srednjeveških plesov. Vse našteto in prikazano vas čaka v Lambergarjevem taboru že med tednom. Konec tedna pa v Zavodu za kulturo Bled pripravljajo še pestrejši program. V soboto in v nedeljo k nam v goste prihajata 2 skupini, ena iz Madžarske, vitezi svetega Jurija iz Višegrada in druga iz Italije, iz Lanciana. To so pa metalci zastav in bobnarji, sicer iz mesta Monte Cassiano. Ti oboji se bodo pridružili naši domači skupini viteza Gašperja Lambergarja. Nastopili bodo ob 10. uri dopoldan, oba dni, v soboto in v nedeljo, pa še popoldan, v soboto ob 4. uri in v nedeljo ob 3. Poleg tega pa seveda na gradu tudi pestro dogajanje, se pravi stojničarji oziroma rokodelci na spodnji terasi. Naša grajska tiskarna je pripravila letos prav posebno delavnico in sicer prikazuje, kako se izdeluje ročno izdelan papir, na katerega potem v tiskarni tudi potiskajo oziroma delajo odtise na Gutenbergovi lepliki tiskarske preše. V grajski vinski kleti seveda vedno kakšna dobra kapljica za odžejati in pa na zgornji terasi muzej. Poleg tega je pa živahno tudi tukaj v taboru. Vabljeni, samo še to mi preostane, da rečem, dogovorjeni smo za lepo vreme, dogovorjeni smo za čudovito družbo. Vabljeni v srednji vek na Blejski grad.